Mihael Žmahar sem s tabo in danes imam zate 4 razkritja o svetlobi. Rad bi ti povedal o 4 virih svetlobe, katere jaz uporabljam kot lightworker pri svojih namenih. Zdaj, kdo je lightworker? Lightworker je nekdo, ki s svojim življenjem, s svojim poslanstvom, s svojim delom, s svojo kariero pozitivno vpliva na svet, v katerem živi. To se pravi, da pozitivno vpliva na ljudi, na živali, na naravo, nasploh na celotno civilizacijo in na celoten planet. Ne? In pri tem so nam na voljo viri energij. Opazil sem, da veliko ljudi na planetu Zemlja ne pozna vseh virov svetlobe, ki so jim na voljo za gradnjo tistega, kar jim je pač pomembno. Ne? Zdaj, lightworker ni samo človek, ki vodi meditacije, tako kot jih vodim na primer jaz, ali pa izvaja duhovne tečaje, ali pa piše duhovne knjige, ne? Tako kot počnem to jaz. Lightworker je zdravnik, ki pomaga ljudem. Lightworker je veterinar, ki pomaga živalim. Lightworker je nekdo, ki sadi drevesa in s tem bogati naravo. Lightworker je nekdo, ki širi svetlobna sporočila, ki delajo dobro, na kakršenkoli način že to počne. Tako da lightworkerji so avtomehaniki, ki skrbijo za varne avtomobile. Lightworkerji so kuharji, ki kuhajo zdravo hrano. Lightworkerji so glasbeniki, ki snemajo dobro glasbo z dobrimi sporočili, ne? In vse vmes. Danes bi ti rad povedal o 4 virih energije, o 4 virih svetlobe, katere lahko ti nemudoma vpleteš v svoje življenje, začneš uporabljati jih, začneš komunicirati z njimi, zato da bo tvoj lightworking večji, močnejši, uspešnejši in da bo to, kar počneš, bolj bogato, imelo večji vpliv in tudi tebi dal večje zadovoljstvo. Ne? Prvi vir, katerega uporabljam pri svojemu lightworkingu, je zavest planeta Zemlje. Da. Planet Zemlja ima svojo zavest, planet Zemlja ima svoje naravne zakone, ima svojo manifestacijo. In če sem pameten, potem bom uporabil to zavest, to je prav zavest planeta, na katerem živim. Ne? Dolgo časa nazaj sem se sam za svojim egom matril stvari graditi v življenju. Potem sem ugotovil, da obstaja neka inteligenca v zemlji, v zraku, v rastlinah, v svetu, ki me obdaja, ki mi ves čas kaže, kaj je najhitrejša pot za delo. Kaj je najhitrejša pot za manifestacijo? Jaz sem to zavest poimenoval kar Lady Gaia. Ne? Tako da povabi Lady Gaia v svoje življenje, opazuj, kako narava deluje, priklop se na njene energije, naj te Lady Gaia polni. Jaz na primer danes vedno, ko zaštartam dan zjutraj, grem ven za svojimi psi na sprehod in vedno si vzamem 5 minut za meditacijo z Lady Gaio. 5 minut me napolne, da poštekam frekvenco dneva, ki pač ta dan vlada, ne? Da se prizemljim, da sem z obema nogama trdno na planetu, ker edino v takem stanju lahko jaz na tem planetu delujem in uporabljam njegove resurse in potem planet mi pomaga na moji poti. Ne? Včasih vidim ljudi, ki hodijo kontra naravi. To ni glih preveč pametno, glede na to, da živimo v njej. Mi rabimo se uskladiti z naravnimi zakoni, ne? In to nam pomaga Lady Gaia. Tako da povabi Lady Gaia v svoje življenje. To je prvi vir svetlobe. Drugi vir svetlobe, ki bi ti rad povedal, oziroma vir energije, je da sposobnost, da lahko ljudje beremo nevidne energije. Kaj za to pomeni? Ja, ljudje smo v osnovi jasnovidni. Ljudje smo v osnovi jasnoslušni, jasnovedni. To se pravi, da zaznavamo frekvence, ki jih naša zemeljska čutila ne dojamejo, ne vidijo. Ne? Mi smo naučeni, kaj moramo slišati z svojimi fizičnimi ušesi. Mi smo naučeni, kaj lahko vidimo z fizičnimi očmi. To se pravi, vidni spekter je samo določen spekter svetlob, ki ga ti senzori oči zaznajo. Ne? Ampak obstaja še toliko različnih drugih frekvenc in zvoka in frekvenc slike in svetlobe in občutkov in energij, ki jih naša zemeljska čutila, ki jih imamo montirana na svojemu telesu, pač ne zaznavajo. Ampak ljudje imamo dostop do teh informacij in ljudje lahko beremo nevidne energije, če le začnemo razvijati svojo intuicijo, če le začnemo dvigovati zavest svojega telesa. To pomeni, da lahko mi z zdravim duhovnim načinom življenja dvignemo svojo zavest preko meditacije, preko zdrave hrane, preko dihalnih vaj, preko globokih pogovorov s sabo, tako visoko, da začnemo zaznavati energije, ki jih pač prej nismo zaznavali, oziroma energije, za katere bi večina ljudi na tem planetu rekla, da so nevidne. To se pravi, odpri se dejstvu, da obstaja na tisoče in tisoče in tisoče različnih frekvenc, energij, informacij, ki jih naša zemeljska čutila ne zaznavajo,
zaznavajo, ampak če jih naša zemeljska čutila ne zaznavajo, še ne pomeni, da so nevidne oziroma da ne obstajajo. Veliko ljudi verjame samo v tisto, kar vidi, ali pa verjame samo v tisto, kar sliši. Istočasno se pa odrečajo več kot 99% vesolja, ki jih obdaja, ker večina vesolja okoli nas je zemeljskim čutilom nevidnega. Tako da deli na razvoj svoje intuicije, meditiri, verjem oziroma dovolj si verjeti, da obstaja več od tega, kar je očitno, in takrat se ti bo odprl popolnoma nov svet. Tretji vir energije je, da lightworkerji delamo z bitji, ki imajo visoko zavest. Da, ne obstajajo samo bitja, ki jih mi fizično vidimo, to se pravi ljudje, živali in rastline na planetu Zemlja. Ampak v vesolju in na našem planetu so tudi bitja, ki obstajajo na bistveno višjih frekvencah. Na frekvencah, ki niso sicer materializirane, ampak zaradi tega nič manj resnične. Obstajajo bitja, katera mi imenujemo angelska bitja, vilinska bitja, čarovniška bitja. Obstajajo bitja, ki prihajajo iz drugih dimenzij vesolja in imajo znanja, ki jih na planetu Zemlje nimamo, in imajo sposobnosti, ki jih na planetu Zemlje nimamo. In mi lahko delamo s temi bitji. Naprimer, jaz zelo velikokrat, ko hočem nekaj novega ustvariti na planetu Zemlja, te informacije na planet Zemlja ne prinesem jaz, ampak mi jo povejo določena astralna bitja, svetlobe, s katerimi delam. In med ta astralna bitja svetlobe spada naprimer tudi tvoj višji jaz oziroma tvoja duša. Ti si v inkarnaciji na planetu Zemlja, in bivaš znotraj svojega telesa, ampak to nisi cela ti. V ozadju tega telesa in tvojega zemeljskega uma je še ena bistveno večja, bolj inteligentna energija, ki se imenuje tvoja duša. In tak primer duhovnega bitja, ki prihaja iz drugih eteričnih nivojev, je tvoja duša oziroma ti. In res ti svetujem, da se odpreš komunikaciji z energijskimi bitji svetlobe, ker takrat boš ugotovila, da so ti na voljo kozmični mentorji, ki lahko pomagajo ti razumeti stvari, katerih ti nihče drug na planetu Zemlja ne bo pomagal razumeti. Ki ti lahko pomagajo razširiti tvoj in tvoje ambicije do nivoja, da boš začela na planetu Zemlja delati stvari, ki jih še nihče ni naredil. In ta mentorski program duhovnih bitij ti res svetujem, da vpleteš v svoje življenje. In četrti vir svetlobe oziroma četrti vir način delovanja, ki ga imamo lightworkerji, so pa portali. A veš, da obstajajo v vesolju energijski portali, preko katerih lahko potujemo v druge dimenzije. Na 5. dimenzijo, na 6. dimenzijo, na 7. dimenzijo, v druge svetove. Planet Zemlja ni edini svet v vesolju. Saj nekatere svetove že fizično vidimo s teleskopi, pa rečemo, tam je Mars, tam je Venera, tam je Neptun, tam je Saturn, tam je Sonce, tam je neka Luna, ampak večino planetov in civilizacij pa ljudje ne zaznavamo fizično. Obstaja v vesolju ogromno civilizacij, ki so visoko napredne, visoko tehnološke, in na teh civilizacijah obstajajo znanja, medicina, znanost, tehnologija, katero potem mi počasi kanaliziramo na planet Zemlja preko energijskih portalov. In ja, človek ima možnost, da odpira energijske portale. Vsak človek ima možnost, da odpre portal do teh naprednih civilizacij. Jaz vsak dan odpiram portale do civilizacij, kot so Sirius, kot so Atlantis, kot so Plejade. In vse te, naprimer knjige, ki jih pišem, teh knjig ne pišem jaz z zemeljskimi možgani, ampak jih kanaliziram skozi te portale. In ljudje lahko potujemo energijsko po vesolju in iz vesolja prinašamo nove informacije in spoznanja na planet Zemlja. Naprimer, ko imamo te ljudi, kot so Albert Einstein, ali pa Nikola Tesla, ali pa Michelangelo, ko je slikal tiste freske pa slike, vse te izumitelje naprednih tehnologij, vsa ta znanja ne prihajajo iz tega sveta. Vsa ta znanja so ti znanstveniki, umetniki, revolucionarji, izumitelji skanalizirali skozi energijske portale. Tako da čas je, da ljudje na planetu Zemlja začnemo govoriti o energijskih portalih in še bolj pomembno, da začnemo uporabljati. Tako da za začetek bo dovolj, da si predstavljaš, da stojiš v zlatem vrtincu, ki se dviguje v nebo, in ta zlat vrtinec te bo na drugi strani pripeljal do ene civilizacije ali pa do nekih zavesti nivojev vesolja, ki so bistveno bolj inteligentna kot planet Zemlja. Zdaj, vem, da so mogoče, če gledaš prvič ta video oziroma prvič razmišljaš o svetlobi, da so ti to mogoče malo abstraktna znanja,
ampak definitivno so to znanja, ki lahko človeka pripeljejo na popolnoma nov nivo čustvenosti, na popolnoma nov nivo inteligence, ki lahko ta planet ozdravijo. To se pravi znanja, ki jih prinašajo ti 4 viri svetlobe, to se pravi duhovno napredna bitja, svetlobni energijski portali, Lady Gaia in njene energije in sposobnost branja nevidnih frekvenc. Vse to so veščine, znanja in viri, ki jih planet Zemlja v 21. stoletju rabi. Zaradi tega, ker planet Zemlja v 21. stoletju je poškodovan. Lady Gaia je padla iz ravnovesja, ljudje izkoriščajo naravo in jo izčrpavajo. Ljudje kolektivno niso srečni. Ljudje kolektivno so izgubljeni, glej dogodke zadnjih let in trenutne dogodke, ki se dogajajo. Gledajo glih v kontrasmer, kot pa je smer svetlobe. In trenutno se rabijo lightworkerji na planetu Zemlja. In če čutiš, da si ti ta lightworker, ki želi s svojo inkarnacijo, z svojim življenjem vzeti svetlobo v svoje roke in v tej družbi zase, za svojo družino, za svoje partnerstvo, za svoje otroke in za ljudi, ki jih imaš rada, ustvariti boljše pogoje in pomagati učiti ljudi znanja, ki jih rabijo, zato da bomo boljši ljudje, da bomo boljši planet imeli, potem ti definitivno svetujem, da si pogled tečaj, spletni tečaj, šola za lightworkerje, katerega začnem 14. maja. 14. maja začenja nova skupina lightworkerjev Izjemno pot. To je 4-mesečni tečaj, na katerem te naučim odpirati portale, pa več različnih portalov, naučim te brati nevidne energije, naučim te komunicirati z Lady Gaio, brati in prepoznavati energijske točke na planetu Zemlja, naučim te kanalizirati zdravilne energije Siriusa, naučim te cikle lightworkerja, naučim te zaščitnih iniciacij, ki jih lightworkerji rabimo in še in še in še. In to je izjemen tečaj, ki bo ogrel tvoje srce, to je izjemen tečaj, ki ustvarja lightworkerje na planetu Zemlja in na katerem z nami dela celotno vesolje. Informacije, znanja, tehnike in strategije, ki jih prejmeš na tem tečaju, so izjemne in zavedno spremeni tvoje življenje in vse, kar delaš v tvojem življenju. Tako da, poglej si na naši spletni strani www.potovanjeduse.si oziroma na povezavi, ki je pripeta nekje zgoraj spodaj, najdeš že povezavo za prijavo na tečaj in razmisli, če te kliče svetloba, klikni in se vidimo 14. maja. Imej se čudovito lepo in želim ti lepo svetlobno življenje. Čau.